živijo. Današnji vlog se začne z dominanco na levem pasu. Ko se večkrat voziš v Ljubljano, ne? Pa kljub jutranji prometni konici na 1 minuto zadaneš randevu čas. Rabiš? Ajde! Dobro jutro. Sicer ne perfektno, ampak je kar v redu. Pa ni prekratek, da bi se v trdo predstavil. Ja, nočem, to je bila fora. V bistvu jaz hočem, jaz ga hočem tako, ga imaš v zapestju. Tole, da crkneš pa ena. Jaz, ker sem gledal, kje sem najboljše cajte delal. Skoraj vse kroge, ker sem tako, da sem najhitrejši na stezi bil, sem videl, da sem zadnjo na trdo štabije. Mi smo kar tlele. Živjo! Samo ne prideva zdaj spodaj, ne? Tako da jaz bi ga dvignil kar za kuglo. Bi videla spodaj, če ga odzadnji spustimo. Ja, če tam gremo na eno kuglo, ga nakne. A imamo kak leseni klocen, ko s lesa? Ja, imam. Pa bom tu za kuglo dvignil, tam ni kolesa gor, ne? Je? To je zelo lahka kategorija. Si dovolj noter, ker zdaj se bo naslonil na spliter. Sej bo, ker je celo toliko dol. Še malo pojdi not. Ok, to bo dovolj. Dol. Zdaj bi pa moglo iti gor. Matico. Mišel, bremca. Ne bo šlo brez bremca? Ja. Viš? Ok. To je to. Dobro. Sej to je to načeloma, zdaj boš pa lahko sam dalje, ne? To je to. Veš da... Na koliko? Ma ne vem, 1,9. Ali bi nočiš kar menjati, ne? Ne. 1,9 praviš. Ja. Ja, tu si imel 1,2, ne? Pa sem imel? 1,2. Resno? Ja. Toliko da povem, da tudi ko so hladnejši jesenski track day, pa ko imam jaz predolge lase, treba se ustrežiti, imič. ja, pa ne samo to, treba tudi videti, kaj skozi te lase, ne? Ampak hotel sem... Ko baba. Ja. Nekaj mora videti skozi lase. Hotel sem povedati tudi to, da tudi ko so jesenski track day, ko je ambientna temperatura komaj čez 10, ne? Smo v kratkih rokavih v avtih, zato ker se avti tako fejst segrejejo, da pač
se kuhaš v njih tudi čez zelo, samo 10 stopinj. Ja, jaz sem stajal. Evo, onboard GoPro, foodcam, GPS. Vse? Štarter je rekel, da smo ready to go. Ja, to zabava. Ne veš, zakaj nisem hodil na novi klub? Vidim, ja, mokra proga. Je valjda. In je bolj zabaven. Ful manj te odžaga, ne? Ja. To drset po easy su na guma. Pazi, voiceover. Danes smo spet na Grobniku. Kot ponavadi grem prvi izhod na progo za Žvanom. Sva na 225 širokih cestnih gumah. To pa zato, ker smo slišali, da je proga na mestih še mokra. Hladna proga pa kljub gumom, ki niso li hvale vredne, nudi ful oprijema. Tako da je prvi session zelo zabaven, zato ker ima avto dovolj moči, da na nekaterih ovinkih podrsi. Meja med navadno hitro vožnjo in drsenjem pa ni stroga, tako kot pri semislikih, ko kar spontano zgubiš grip, ko prekoračiš to mejo. On dirka s tabo, veš? Vem, ja. Ni problema, stran, tukaj nebe. Ja pa postaja. Ja. Da navadno okoli vozila. Ja, lahko tu, ampak če je plac, naslednji boks je naš za Kajmanom. Če bo plac notit, če ne pa pojdi za sivo hišo not. Aha, se bo. Kovoleva dala. Gospod fotograf da malo placa. Ne vem, da neš tam nasedu, viš kakaj štenga je grda. Ne, tudi da nasedu. Ja, užival sem, nisem boven, to je zelo dober. Takoj smo lepo naredili en lep slajd. To je bilo zelo dober, fajn dim je bil. Upam, da je dosti bil postav, da bo domov prišla. Pa sedež se izplačal not dati, zato ker sem človeško noter. Me nameče noter, ko ne vem kaj. Tako da, zaenkrat dobro, zdaj pa še pogledamo cajt. To je pa zdaj tisti, ki je najbolj važen. Da vidim, kaj je ta ura rekla. Ta ura prav 43,6, cestne, Erik, 40, recimo, da je v redu. Recimo, da je v redu, če bi brez Erika bi to šlo na 41 nekaj. Za cestne gume je to hudičo dobro.
niso tako pasale, ne da? Po robih so tudi pasale, ne? Ampak voza do doma, ne? Realno. A veš, da so šla 43,6. Aha, to je pa kar dobro za tako gum. Ja, plus, da še ti zraven, ti ponovadi daš sekundo pa pol 2 sekunde. Pa 225 guma, ne? Ja, to je bilo zelo dobro zdaj. Samo E36 Touring problemi. Je drugače kar izziv, da to snemanje čim manj upočasnjuje postopke, ne? Ja. Benzi so pa švok. Šlo po mesu, ali? Po mesu. Ker občutek je bil dober, ne? Ja, ne, se so. Občutek je dober sam po mesu. Kak je bil prvi izhod? Super. A veš kaj, uživam. Z gumami sem malo eksperimentiral, prej sem imel preširoke, veš, in jih kar ne ogreješ, tudi poletne. 215 spredaj, 245 zadaj, zdaj imam pa 205, pa 215 in to je to. A Je veš? boljše. Ja. Unek sem pa imel oboje enak 205, se pa zadnjih prehitro pogrejo, veš, ker teža je 50-50, pa je pa še pogona, ne. Ja, valjda, ja. Tako da mislim, da tole je ta prava opcija, no. Super. Lik fajn. Reda. Pa ti? Ja, jaz sem dan sopotnik, pa pomagam po boksih, tako da. Aha. Na 1,7 si. 46, 40. Zadaj tudi 1,7, notranji rok 50, 50, vse 50. Vse posodci na 1,7. 1,7, vredo. Evo, lahko pičeš. Mota je malo desno, tako ja. Samo ravno. Zdaj pa kar greš, je fraj. Kar mota je desno. Evo si zunaj. 2,1 ali 2,2? 39,9, sam je bil ta prvi krog boljši. Moj pa Megan je vame zapeljal dobre sedno na ravnini. Sem je umikal in je levo čist neto in tako nisem sledil. Opa. Preverjam, če si kul, pa poslušam to, kako šir pametuje. Kaj bo narobe? Nič ni bilo narobe, menim se z bejbo. Da se ubiješ. Kaj Daj se širim pa. Kaj se nam dogaja? Noč, leti ko svina. Do trav še najboljše. Verjamem, ja. Daj razloži nam, kaj je ta modra stvar tukaj, zakaj to uporabljaš? Kera? A to? Se jaz vem, sam publika ne ve. Pismo sem že pozabil, ko se že reče tale. Pozabil sem. Da tole, da ti cilinder ne miga, sem pa kaj, ko pritisneš bremzo. Brake stopper, nekaj tazga, se mu reče. In zakaj cilinder miga? A je to samo na teh avtih problem? Ne, na vseh. Na vseh avtih bo problem, zato je kaj premehka stena, Ana. In ko ti pritiskaš pedalko, Ana, Vala, cela membrana. komplet premika. Razumem. Štekaš? Štekam. Evo, zakaj sva snela nosilce na strehi? Zadnje desetinke. To je zdaj kila pa pol in to visok in to teži še tako in to je zihar 3 desetinke. Zihar in lih toliko mi manjka.
Kaki so časi? Vidite, da sem zadovoljen. Prišel sem v 38, z semiči na tem avtu. To je fantastično. To! Okay. To kišta! Nalepke stavec, ne? Ja. A si imel zaprte špegle? Ja! No, vidiš. Evo, jaz snemam, se vidimo. Evo, da pokomentiram še zadnji session dneva. Posnetki se predvajajo v dejanski hitrosti, čez njih pa mora biti muzika, zato ker je količina wind noisa tako visoka, da bi bili drugače negledljivi. To je pa posledica napačne nastavitve GoPro-ja in to je tudi razlog, zakaj je v današnjem videu toliko klikanja, ko preprijemam kamero. V prihodnje sem potrudil to izboljšati, ampak za ta material je, kar je. Pomembno je povedati tudi to, da ni samoumevno, da prideš na Time Attack Track Day pa lahko kar driftaš. Pogosto je driftanje tudi prepovedano. Žvan že vrsto let hodi na takšne track daye in tudi pozna organizatorja današnjega track daya, tako da dovoljenje za driftanje ni bilo preveč težko dobiti. Je pa bistveno to, da voznik tudi med driftanjem gleda ogledala in se dovolj hitro umakne hitrejšim voznikom, da jih minimalno ovira na njihovem hitrem krogu. Zdaj pa ni V8. Da bi to zneslo. Mogoče bomo lahko sprejeto vse. Moje bo zmanjkalo obratov. Kako so pa gume? Ja, gotove so. A to je ultrafinsko iz sva sveta so bilo. 30-sekundni recap dneva na Grobniku z X-Bovom. Super je bilo, vrhunske razmere, sicer stare gume, ampak
drugič bo še boljše, no upam. Pa super družba, tako da vreme lepo, uživali smo. Se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Moram to posneti, ne? Danes smo bila z Žvanom na premium track dayu na Grobniku, ne? Ja. Premium track day pomeni to, da je dražja štartnina, ampak da ne jamram skozi o negativnih stvareh, je tudi to, da dobiš 3-layer sandvič, ne? Ne, realno je ful dobro zaradi tega, ker je malo ljudi in se veliko več navoziš, danes je bilo sploh kvalitetno, toliko se že dolgo časa nisem navozil na Grobniku. Imeli smo zelo dober termin od 9 do 2, pomeni, da smo imeli vrhunske pogoje za cajt postavljati, tudi temperatura je bila nekje med 15 do 18 stopinj, asfalt je bil dosti hladen in se ni nič pregreval, tako da če se bi kdaj podrlo rekord, bi se danes in jaz sem ga. Tako da, dobro. Ajde. To je to, Žvano osebni rekord s karavanom po Dirt, 2 para gum sta uničena, vsi zadovoljni, avti so v enem kosu, track day je bil uspešen. Če vam je ta video všeč, ga ne pozabite lajkati, z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.